Spoštovani, spoštovane, najprej bi vas rad seveda vse lepo pozdravil in sicer tako v svojem imenu, kot tudi v imenu dr. Tomaža Ivišiča, direktorja študijskega centra, ki danes žal ne more biti z nami zaradi bolezni. Najprej seveda iskrena hvala vsem, da ste se odzvali vabilu in prišli na to današnjo predstavitev knjige Čez ocean v novo življenje, avtoric Marte Keršič, Neža Strajnar in Mirjam Dujo Jurjevčič, sodelavk študijskega centra za narodno spravo. Na študijskem centru smo seveda veseli, da so avtorice z izdajo te knjige Pozabi strgale dragocena pričevanja oziroma življenjske zgodbe begunk, ki so po drugi svetovni vojni morali zapustiti našo državo. Kot vemo, je polpretekla slovenska zgodovina v svet poslala številne, lahko bi rekli preštevilne Slovence in Slovenke. In čeprav je o tej tematiki v zadnjih letih nastalo kar nekaj pomembnih študij, menim, da je to področje gotovo potrebno še številnih dodatnih raziskav. Morda še posebej to velja prav za ta osebni vidik, kar je pogosto nekako zanemarjena oziroma zapostavljena zgodovinska tema. V okviru raziskovanja so namreč pogosto primarno obravnavani širši politični in družbeni vidiki, pogosto pa ostane bolj malo ali celo nič prostora prav za ta osebni vidik, še posebej, ko gre za ženske, njihovo doživljanje, čustvovanje, odločitve, nevarnosti in seveda tudi druge okoliščine, ki so jih čakale od trenutka, ko so se podale na to begunsko pot. Da bi vsaj delno dopolnili to sliko, smo se na študijskem centru zato odločili, da zgodbe 7 begunk ne le umestimo v ustrezen zgodovinski kontekst, temveč tudi orišemo njihove stiske, dileme, ovire in prizadevanja za preživetje, njih samih pa tudi njihovih družinskih članov. Tako je nastala znanstvena monografija, ki jo bosta danes predstavili dve izmed avtoric, in sicer Marta Keršič in Neža Strajnar. Preden pa ima predam besedo, pa mi dovolite še kratko osebno opazko. Mislim, da se ob spominjanju na preminule starejše ljudi, pa naj bodo to naši družinski člani, prijatelji, znanci in podobno, da se je marsikomu že utrnila misel nekako v smislu, kaj vse bi ga rad oziroma jo še vprašal o njegovem življenju, o okoliščinah, v katerih so živeli in tako dalje, pa je danes zato žal že prepozno. No, ob izdaji te knjige lahko z veseljem rečemo, da na srečo ni bilo prepozno. Hvala lepa, zdaj pa besedo predajam avtoricam. Hvala gospodu oziroma sodelavcu Maticu za uvodno predstavitev, za uvodne besede. Naj povem, da je to v bistvu prva e-knjiga, ki je izšla na študijskem centru za narodno spravo, in sicer prav z namenom, da bo v e-obliki lažje dostopna tudi Slovencem po svetu, saj vemo, da je s pošiljanjem knjig včasih kar precejšen strošek in kar nek zalogaj, zato smo se tokrat odločile za e-knjigo. Kot je že uvodoma povedal Matic, smo pri njej sodelovali 3 avtorice, Neža Strajnar, Mirjam Dujo Jurjevčič in jaz. Knjiga je kar obsežna, ima 200 strani in je bogata tudi s slikovnim gradivom iz osebnih in pa tudi ostalih fotografskih zbirk. Zbiranje in snemanje pričevanj je ena temeljnih nalog študijskega centra za narodno spravo in hkrati tudi pomemben vir za strokovno in za znanstveno raziskovanje našega inštituta. Od začetka zbiranja se je v arhivu zbralo že preko 400 pričevanj in med njimi posebno mesto zavzemajo prav pričevanja, ki smo jih posneli med Slovenci v zamejstvu in po svetu. Prvi obisk je bil namenjen slovenski skupnosti v Severni Ameriki, natančneje v Clevelandu, kamor smo se leta 2011 odpravile 3 sodelavke. Tam smo se srečali s Slovenci prve in druge generacije povojnih političnih beguncev, z namenom, da med njimi posnamemo spomine in njihove, bom rekla nekako, spomine na to preteklo begunsko pot.
Potem so se leta 2013 prav tako 3 sodelavci odpravili v Južno Ameriko, v Argentino in tudi tam posneli več pričevanj. S pričevalci smo se potem srečali še v letu 2014 v Argentini v Clevelandu in pa leta 2016 tudi v Kanadi. Tako da smo posamezne zgodbe pa zabeležili tudi, če so bili rojaki na obisku v Sloveniji in smo jih tudi ob takih prilikah posneli. Prav del teh spominov je tudi osnova monografije, ki jo danes predstavljamo, in ob tej priliki bi se res iskreno rada zahvalila vsem pričevalcem, ki so kdajkoli nam bili pripravljeni odpreti vrata svojega doma, pa ne nazadnje tudi svojih osebnih zgodb in spominov. Brez njih namreč te in podobnih knjig ne bi bilo. Knjiga je razdeljena na 2 dela. Prvi del predstavlja zgodovinski oriš časa, v katerega so bile vpete pričevalke, torej umiki Slovenije ob koncu 2. svetovne vojne, potem pot čez Ljubelj, prihod v taborišča tako v Italiji kot v Avstriji, življenje v taborišču in pa prihod v čezoceanske dežele, v našem primeru v Severno Ameriko in v Argentino, in pa orisali smo tudi začetke njihovih poti v novih deželah. V drugem delu knjige pa so predstavljene osebne zgodbe 7 žena, to so bile Helena, Pavla, Albina, Mari, Marija, Justina in Jožejka, ki smo jih posnele med njimi in jih hranimo v arhivu pričevanj in pa tudi sproti objavljamo na spletni strani Zakladnica spominov. Knjiga pa je izšla ob sofinanciranju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kar jim tudi posebej zahvala. Zakaj pa smo se odločile prav za temo begunstva, bo nekaj več povedala Neža. Izvoli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Begunska tematika je v zadnjem obdobju ponovno zelo aktualna, nažalost. Pretreseni smo bili, ko je 24. februarja 2022 Rusija začela vojno v Ukrajini. Od tedaj je iz Ukrajine zbežalo več milijonov ljudi, ki so iskali zatočišče v državah Evropske unije, tudi v Sloveniji. V zadnjih letih se tudi pri nas povečuje število posameznikov, ki prosijo za azil, za mednarodno zaščito, prihajajo pač iz različnih vojnih žarišč, Sirije, Afganistana, Alžirije in tako naprej. In ko smo konec predlanskega leta premišljevali, katero temo želimo v letu 2023 izpostaviti, in ko sem preposlušala pričevanja iz našega bogatega arhiva, za katerega tako lepo skrbita Marta in Mirjam, mi je takoj padla ideja, da moramo izpostaviti slovensko begunsko izkušnjo, da moramo predstaviti slovenske politične begunke skozi osebne zgodbe. Namreč ob koncu 2. svetovne vojne se je iz Slovenije umaknilo več kot 20,000 Slovencev. Večji del je odšel na avstrijsko Koroško, okoli 4,000–4,500 pa se jih je umaknilo v Italijo. Mnogi so verjeli, oziroma kar večina jih je verjela, da je to samo začasno, da se bojo kmalu vrnili. Med begunci je bilo skoraj polovica civilistov. Tako veliko število civilistov pripravljenih zapustiti svoje domove, premoženje, svojce, kaže na brezizhodnost položaja, v katerem so se znašli. Glavni vzroki za njihov beg so bili nasprotovanje komunizmu, travmatična izkušnja revolucionarnega nasilja med vojno in seveda nezaupanje v prihajajočo komunistično oblast. Bili so življenjsko ogroženi in kot je razvoj dogodkov pokazal, so se upravičeno bali za svoje življenja. Begunci so računali na pomoč zahodnih zaveznikov, vendar jih je sprva čakala povsem drugačen razplet. Več kot 10,000 slovenskih domobrancev in okoli 600 civilistov je bilo s prevaro izročenih jugoslovanskim oblastem in večina med njimi jih je bila umorjena v gozdovih Kočevskega Roga, v Hudijam in v drugih moriščih v Sloveniji.
Nepredstavljiva je bolečina, s katero so se morali soočiti begunci. Skoraj vsak begunec je izgubil kakšnega sorodnika, prijatelja, znanca. In zdi se mi, da je prav ta bolečina begunce med seboj še bolj povezala. Jih utrdila v prepričanju o pravilnosti odločitve za odhod od doma in jim na nek način ulila novo voljo do življenja. Iz begunskega tiska in pričevanj je razvidno, da so slovenski duhovniki in vodilne osebnosti v taboriščih spodbujali rojake, naj se ne predajajo malodušju, bolečini, brezdelju, ampak naj si med seboj pomagajo, naj uporabijo vse svoje talente za dobrobit skupnosti. Neverjetno močna je bila v begunskih taboriščih poudarjena ljubezen do domovine, do Slovenije, do slovenskega naroda, do duhovnega izročila in slovenske tradicije. V begunskih taboriščih so Slovenci pod okriljem zahodnih zaveznikov v težkih okoliščinah v neverjetno kratkem času poskrbeli za bogato družbeno, versko in kulturno življenje. Že takoj so organizirali šolstvo, tako na osnovni, poklicni, kot gimnazijski ravni, poskrbeli so za svoje študente, potem izdali so veliko knjig, poskrbeli za begunski tisk, se posvečali telovadbi in bogatemu družabnemu življenju. Številnimi pevskimi zbori in gledališkimi skupinami so skrbeli za ohranitev slovenske besede in pesmi in res gojili visok nivo ustvarjalnosti. Posvečali so se pa tudi obrtnim in drugim ročnim dejavnostim. Njihovo versko življenje je bilo tisto, katerega bi rada v tem trenutku in v tem uvodu še posebej izpostavila. Versko življenje je bilo najmočnejše zatočišče za soočanje z bolečino izgube domobrancev in za izgubo doma in domovine. Mari Kosem, naša pričevalka, je tako lepo to opisala v svojih spominih. Za mlade v taborišču je bilo vse zelo dobro organizirano. Duhovniki so skrbeli za duhovne potrebe, kapela je bila zasedena od jutra do večera. Vera je beguncem pomenila glavni vir tolažbe in upanja v tistih težkih časih. In tudi v številnih zgodovinskih raziskavah je bilo podrobno opisano, kako so slovenski begunci v vseh taboriščih izstopali po svoji delavnosti, ustvarjalnosti, upoštevanju reda in samodisciplini. In to je razvidno tudi iz naših pričevanj. Kot boste lahko prebrali v danes predstavljeni monografiji, imajo mnogo od naših pričevalk kljub zelo težkim razmeram najlepše spomine prav na življenje v begunskih taboriščih. Kljub velikemu pomanjkanju, strahovom in negotovi prihodnosti so zmogli begunci s pomočjo delovanja skupnosti ter hkrati zaupanja in vere to obdobje doživeti kot polno in bogato. Po dobrih 2 letih življenja v begunskih taboriščih na avstrijskem Koroškem in v Italiji se je leta 1948-1949 glavnina slovenskih političnih beguncev odločila za odhod čez oceane. Tako da prav zdaj v tem času mineva 75 let od odhoda večine slovenskih povojnih političnih beguncev v Severno in Južno Ameriko, Kanado, Avstralijo. Tudi tej obletnici smo torej posvetili knjigo. Zakaj pa smo dali poudarek ženskim begunkam, pa nam bo pojasnila Marta. Prav z temi osebnimi zgodbami slovenskih deklet, mater, žena, nekatere so bile še res deklice, ko so doživljale vso to kalvarijo. V bistvu te so bile glavne protagonistke naše monografije in s tem smo želeli opozoriti na usode posameznic, ki so se znašle v tem kolesju totalitarnega komunističnega režima na eni strani, na drugi strani tudi mednarodne politike in ki so morale posledično nositi enega najtežjih bremen begunske poti. Kljub temu, da
lahko rečemo, da niso bile, bom rekla, v prvih bojnih vrstah, a ne, so bile vseeno izpostavljene številnim nevarnostim, težkim odločitvam. Skrbeti so morale za otroke, včasih za okrnjene družinske skupnosti, za starše. In vse to so bile hude preizkušnje, hude dileme, pred katere so bile postavljene in so jih morale reševati. In z njimi smo želeli izpostaviti usodo tistih najbolj ranljivih skupin, ki jim vojna in njene posledice niso prizanašale. Pričevalke so nas pa po drugi strani izredno navdušile svojo neverjetno voljo po življenju, s pogumom, z močjo, s solidarnostjo. In kot je razbrati iz njihovih zgodb, in kot je že prej povedala Neža, so jim bile poleg družine in te širše skupnosti, ki se je ustvarila tako v taborišču, pa tudi kasneje v novih deželah, je bila velikokrat prav katoliška vera tista, ki jim je tudi dajala poguma preživeti te najtežje trenutke. Vsaj tako tudi pripovedujejo v svojih spominih. Zdaj se bomo pa na kratko sprehodili skozi zgodbe teh posameznic in sicer nam bodo spregovorile preko kratkih izsekov, ki smo jih izbrali ven iz pričevanj. Vsaki pričevalki smo dodali en kratek povzetek njihovih življenjskih poti in pa potem tiste, bom rekla, cukrčke, za katere smo menili, da so najbolj povedni mogoče. Verjetno jih je še veliko, no, ampak smo nekako naredili en tak ožji izbor. Je pa pomembno mogoče povedati tudi, da so pričevalke v novih deželah, kamor so se preselile, našle mir, varnost, blagostanje in tudi svobodo in na nek način pognale nove korenine, s tem, da so pa seveda ohranjale slovenski jezik, navade, kulturo, spomine na izgubljeno domovino in vse to v veliki meri prenašale tudi na rod, ki jim je sledil. Vse to jim je omogočale, so jim omogočale seveda tudi močne slovenske skupnosti, ki so nastajale vzporedno z selitvijo beguncev v nove dežele. Zdaj pa mogoče kar vabim k ogledu tega krajšega videoposnetka. Let, ko smo od doma šli, vojska se je začela, oče je bil ustreljen 20. marca, raven en dan po Svetem Jožefu, 1944 leta. Ja, in on je bil, ravno ko je šel iz dela, ga je pač njegov, tist, ko je po Jesenicah moral likvidirati, ga je čakal eno hišo pred domom in ga je odzadaj ustrelil. Potem mama je zmeram, oče je dobil že, je rekel, so rekli, da ga bojo pač predspravili, ne. In mama, ki je bila v trgovini, mama je imela v slaščičarno in je takoj zavpila ata. Potem ta starej sestra je pa z druge strani prišla iz pisarne, tudi iz jeseniške pisarne in je takoj letela proti očetu, da bi mu pomagala, če je še živ. In takrat je pa on, tist, ki je očeta ustrelil, je tudi nastavil, da bo nov strelil. Pa ni več municije noter, ker je oče že vseh 7 strelov dobil in tako
je oče so očeta gor v hišo spravili in je umrl tam. Smo pol pogreb imeli. Ja, moramo še povedati, da mama je doma ostala. Ja, vzeli so čisto vse. Trgovino so nam vse pokradili, hišo, vse pokradili, mamo pa zaprli. In mama je bila zaprta skoraj 1 leto v Begunjah. In takrat je bilo zelo težko za njo. Potem je ven prišla, je iskala, da bi kakšen del dobila. Seveda, ker so očeta ustreljali, on je bil, da je belogardist, je bila mama tudi zaznambana in je niso nikjer hoteli vzeti, da bi del dobila. Dobro je bilo, da je bila njena mama, stara mama naša, da je imela hišo in da je bila mama skozi pri njej, da je živela in da je stara mama njena, naša stara mama, da ji je pomagala, da je preživela to lahko. Jaz sam pravim, sam Bogu hvala za ves blagoslov, ker smo ga imeli tukaj v Ameriki. Amerika nam je bila dobra dežela. Če si delal, če si bil pošten, si lahko zaslužil, si lahko prihranil nekaj. Mi smo bili pa navajeni šparati, kot so doma rekli. Ja, to pa res. V taborišču nismo imeli in sem zmeraj pregledal, a lahko kupaš, a ne. Ni zmeraj rekel, ja, to hočem imeti. A rabim, a res rabim. In tako smo si vsi, se mi zdi, da vsi begunci, da so se hitro lahko svoje domova postavili, pomagali eden drugemu in zato moramo res biti. Zato včasih pravim, da nam je tudi taborišče dosti dobrega naredil, pa dosti naučil nas. Stara mama pisala, da se je en tisti, ki so hodili tam v teh ali jih nabirati, kdo so za likvidirati, je rekel, ker ta starega nismo dobili, je pa ta mlad crknil. To nam je pol stara mama pisala. Ker pač žrtev zata. In mi smo naslednji dan bi mišli, kaj bi z nami počeli. Ti lahko mislite. Kaj je ta doktor Maršol naredil za slovenski narod, da je toliko tisoče ljudi ohranil. Amin, Bog je imel tukaj svojo moč, vodo je vse skupaj. In da je rešil in prepričal, kaj bo iz teh ljudi, kaj bojo s tem ljudi naredili. On je bil odličen fant. Se pravi, koliko dobrih ljudi so uničili. Kaj bi bil slovenski narod, če bi vse to tam ostalo? No tudi, poglejte, koliko so tudi že begunci naredili za Ameriko. In to bi vse bilo v Sloveniji. V Sloveniji so pa tisti prišli na vrh, ker niso prej nič bili. Ko so bili hlapci, ko so jih uporabili, da so ljudi pobijali. Tako da smo gledali nazaj na tisto, kaj smo vse izgubili, ampak mi nismo tega toliko čutili, smo bili pač otroci. Dostikrat pa premišljujem, kako je to mama pa ata prenašala, ker sta vse pustila, 50 let garajna, ki je ata skozi rekel, 50 let bom delal, pa bojo pa drug dame delali, ker je imel res krasno vse vpeljan, je bil zelo dober za ljudi, najemu je ni šenkval, ampak vsak je mogel malo odslužiti, pa mu je pa dal. Moj mož je bil odličen. On je bil izreden, samo za družino, za izobrazbo in za ni gledal nase nič, kaj rabi, njega je
zelo pazuje za svoje otroke. In tako, hvala Bogu, so vsi šole končali, vsi univerze, 3 z doktorati, 2 z magistrom, 2 pa z toga. Imajo vsi službe, še svojo kompanijo imajo in ti je dobro. Velik žege, res, hvala Bogu. Ja, velik blagoslov. Pa smo bili prestrašeni zelo. Zato smo bežali in smo rekli, ne bomo ostali. Jaz sem bila stara v 12. letu. No, sem rekla, sploh doma ne ostanem, ko so rekli, bomo bežali. Kam? Smo pa šli do Škofje Loke, do Žabnice, brez vzga. Jaz sem imela tiste taško od šolsko, torbico, sem imela nekaj krhljev noter, pa zvezek pa svinčnik. Pa sem pa še tisti izgubila nekje, ne vem kje. Ne, smo se bali, mi smo se grozno bali. Mi smo šli 5. maja. Mama pa ni hotela jeti, je rekla, da ne bo šla. Smo prišli do Škofje Loke, pa smo šli pa nazaj po mamo na nedeljo in pa smo pa šli peš. Najprej do Škofje Loke, do Žabnice, pa naprej do Vetrinje. Do Ljubelja, pa čez Ljubelj, skozi peš. In pa smo pa šli na Vetrinsko polje, brez vzga. Možinetovi so pa imeli voz, so pa mama gor dali moko, pol mast, klobase. Tako za 14 dni bomo že imeli, pa nekaj krompirja pa to. Oni so šli pa lepo naprej pa v Italijo in so tako da smo ostali čist brez vzga. Nismo imeli nič. Tam smo pa iz smrekovih vej pa to smo mečkaj naredili šotora. Mi smo tam odspod ležali. V vod pa bil dež pa so bila zravka tam tako mokra pa to pa se stradam. To so nam pripeljali eno mulo, na pol pečeno, pa smo jeli. Ni bilo drugega. Ne bilo. Pa smo šli pa v Judenburg, pa je bilo pa že boljše. Zdrav smo imeli pa šolo, tako da ni bilo tako, smo dobili pa tudi dodatek. Hrano so imeli mehko boljšo, tako da je bilo kar. Pa smo šli pa 48. leta sem jaz prišla v Argentino, 3. decembra. Ko smo pred prišli, smo hodili, je bila pa vmes na Belgrano, se je rekel, pri Salezijancih. In smo šli vsako nedeljo Hmaš, iz tramvajem. In tam je bila pa polna cerkev samih Slovencev. V sanatorij, ko smo prišli, so bili sami Slovenci. In smo zvečer prepevali, pa je bilo lepo. Smo bili veseli, zadovoljni, smo rekli, brez skrbi.
Mojega očeta so dobili na piko, te Italijani, in je kmalu na to, jaz sem bila stara 2 leti, so vrnili granato v hišo. In je padla poleg moje zibelke, ampak ni eksplodirala. In je bil spet zaprt. Potem, ko so ga pa spustili, je bil ob službo in smo se preselili v Trst in je dobil službo na železnici. Tako kot večina Slovencev, ki so jim službo vzeli, pa so jih na železnico. In v Trstu je pa bilo treba zamenjati priimek. Moj oče pa se je v tem uprl, ni spremenil priimka, ker bi moral biti Lukani, da bi zvenelo po italijansko, in je bil spet zaprt. Je bil zaprt v enih vlažnih kleteh, da se je nabral še revmatizma. In ko so ga spustili, je pa moj oče in brat mamin, Jože Margon, ki bi ravno moral služiti vojsko in sta zbežala v Jugoslavijo. In prišla je italijanska okupacija in smo bili vsi v skrbeh. Moj stric in moj oče, ker so šli čez mejo brez dovoljenja. 3. septembra leta 1942 je po noči se zbudila moja mama, ker je slišala, da nekdo hodi po vrtu. Je vstala in šla zapreti okno, kjer sva spala z mojo sestro. Je pa že sedel partizan na oknu. In je takoj rekel, prispevate kaj za osvobodilno fronto? Mama je pa rekla, ja. Potem je pa vprašal, je mož doma? Ja, je rekla, spi. Ja, odpri, ker komandant hoče z njim govoriti. Je pa mama rekla, zdaj je policijska ura, ne smem odpreti. Je pa rekel, če ne boš odprla, bomo pa na silo. Tako so pa šli noter, jih je bilo 5 ali 6 partizanov in oče je moral vstati. V tistem je moj oče zaslutil, da je nekaj narobe. In je rekel, pustite me, da se poslovim od mojih otrok. Mi smo slišali ob 5. zjutraj en strel. To je učitelj samo, da je nevaren bil, zato ker je znal italijansko. So ga umučili, ubili, en strel, samo da en strel, pa ni bil mrtev, so živega vrgli v brezno, 15 metrov globoko. Se je imenovalo Bičkovo brezno, ki je bilo prav blizu med Staro Vrhniko in Vrhniko. In ta Janez Okorn, njega so spustili po vrvi v brezno in je pobral ostanke v vrečo, ker je bil 4 mesece na zraku, tako da potem je bil pogreb 7. januarja in tako mama pravi, tebe imajo najbolj na piki, vzemi kolo, pojdi do Ljubljane, se to bo šlo mimo 2 dni, pa boš prišla nazaj domov. In tako so ta 2 dni, sem v Argentini bežala in drugo jutro
je prišel gospod Hren in smo potem šli skupaj s tovornjaki čez Trbiž v Italijo, najprej v Udine. Tam smo spali na dvorišču enega poslopja na pesku, 3 dni pod milim nebom in potem so nas peljali naprej v Monigo. Tako smo prišli v Monigo, potem iz Monigo smo šli v Servigliano, iz Servigliano v Senigalije, iz Senigalije so nas peljali v Bagnoli, dol proti Napoli, od tam pa čez celo Italijo v Hamburg in iz Hamburga potem v Bremenhaven in od tam smo šli na amerikansko ladjo v Argentino. Meni so rekli, ne bom tihne in kar preveč ne jezikam. Svide, so se bali, če bom prav preveč jezikala, bo narobe. Ampak jaz sem bila pa pri organizacijah. Pri Fari sem bila aktivna, pri Sveti družini, potem smo imeli katoliško akcijo, misijonski krožek, to sem bila povsod zraven, pri pevskem zboru na koru. Tisti dan, 5. maja, sem jaz večer, dopoldne sem pomagala v eni trgovini in je tista rekla, nocoj bomo šli od doma. Smo že dobili opozorilo, da naj gremo od doma, da bojo prišli partizani v Ljubljano. Mama je rekla, ne smem jet. Kaj pa oče z dela prišel zvečer, je pa rekel, samo hiter pejt. Je rekel, nič ne čakaj. Mama je bila razočarana nad njim, ko so prišli komunisti v Ljubljano, so prišli v našo hišo. In so vso hišo pretolkli, če sem jaz kje zazidana. To je bila sobota, zvečer ob 6 smo se zmenili, kje se dobimo, pa so dekleta že šle. Niso mene čakale. Pa sem pa videla, da grejo iz Mariupolja, so pa rekli, kar se nam pridružite, ker sem postokala, da deklet ni, ker smo se zmenili, da bomo šle skupaj. To je bil, pa sem pa jaz mojega bratranca srečala, on je bil pa pri legiji. In je rekel, nič se ne boj, bom že poskrbel zate. Pol je pa on dobil tam, ko so šli srbski četniki. Pa jih je prosil, če bi vzel dekleta čez prelaz noter, a ne. Tam je bilo pa vse uvod in so nam dali še tiste svoje plašče, da nas ne bi zebali. Dali so nam tudi komis, namazan z špehom, tako da smo imeli prav lepo. So bili zelo prijazni, zelo dobri. V Vetinje smo prišli, to je bilo, glih nam ne bo vhoda. Je bil praznik,
Ena je bila zelo aktivna od naše skupine. Tista je rekla, moramo iti hitro, da praproti dobimo, da bomo vsaj praproti imeli, da bomo na praproti spale. Ker ni bilo nič. Na Svetega Petra pa Pavla so nas povabili, da gremo, nekaj jih je šlo v špital, nekaj pa v Lijenc. In pol jaz sem šla v Lijenc. Jaz nisem bila v Iro sprejeta. To je bil velik križ. Pol so me pa poslali v Rim, če bi bila v Rimu lahko sprejeta. Ker v Avstriji so rekli, brat je doma, on je lahko doma, tudi ti lahko greš domov. Ampak niso pa povedali, ko nisem bila jaz doma, so vzeli očeta pa brata in sta bila zaprta cel mesec v Kremžarjevi kleti. V eni sobi je bilo 40 možakarjev, pa so jih pa spustili. Ja. Nisem bila gor sprejeta, sem šla v Rim, v tistem sem pa dobila pošto, da sem gor sprejeta. Sem šla pa z Rima nazaj gor in v tistem času je bilo tudi v Rimu, da sem sprejeta. Na 2 koncih, pa sem kar tam na Koroškem ostala, nisem šla nazaj. Tam sem poli pa čakala, da sem prišla na vrsto, da je pa pol ena družita na Gilbertu je bila, ko je rekla, da bi me vzela. Pol smo pa šli pa na soboto, v polne, smo prišli v New York. Zdaj so pa oni imeli pa angliško soboto, da niso popolne delali, pa nas niso sprejeli, pa smo bili pa še čez noč tam, pa še celo nedeljo, šele v ponedeljek so nas poli sprejeli. Ja, ampak je kar bilo. Ja, smo bili kar smejali smo se, pa kar vzeli smo za dobro. Mi, ko smo očeta spoznali, smo ga videli z ladje dol, se nam je zdel interesanten, čeprav je bil malo bolj majhne postave, pa večkrat bolj v krogu, ampak je bil tako, ker smo si ga predstavljali, ker je po slikah, je pošiljal slike domov. In tudi mama je zmeri o njem izredno dobro govorila in nas tudi formirala v temu, da smo imeli veliko spoštovanja do očeta, in smo ga radi imeli. Jaz se spomnim, mama nekaj enkrat me kregala nekaj, pa je prišel, jasno, mi ni bilo všeč, pa je prišel oče in rekel, veš, prav, mama ima prav, ampak ti ne smeš tako vzeti, mama ima prav, ampak ti ne smeš tako resno vzeti, in tako je bil taka dobra duša, je bil zelo, ni šel nikoli na nož, tudi v svojih pesnitvah, nikoli ne kliče maščevanja nad vsem, nad komunisti. Zmeri odpustimo, kot katoličani mi zmeri v očenašu molimo in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo. In tako je držal to načelo, da je treba odpustiti. Zakaj smo mi v Argentini? Ne zato, ker bi recimo potrebovali kruh ali pa potrebovali, da nam ni bilo vse v Sloveniji. Ne, smo bili primorani, da si rešimo golo življenje. Se v Argentinijo niso,
redko kdo, da je prišel z znanjem. Večina so bili brez znanja, brez obleke, brez znanja jezika, ampak so šli in so tista notrajna potreba po svobodi je pripeljala v Argentino. Ne? V Argentini je svoboda. Slovenija imate pa tako lepo, da jo morate ohraniti svobodno in jo paziti, da res bo prišla resnica na dan. In še to hočem povedati, da mi naše domobranske proslave od začetka so bile zelo objokovale naše domobrance, ampak zdaj so pa nekako v spomin teh junakov, niso več jeremijade, niso več žalostinke, ampak so slavijo naše junake, kot junake. Tako da ta je zdaj razlika, tle mogoče še zmeri prebolevate, ker šele zdaj lahko jasno poveste, kaj pa kako je. Medtem, ker mi smo že 70 let od prve proslave, ki je bila za domobrance, to je bilo leta 1946 še v tehle taboriščih in so od takrat naprej vsako leto v centru slovenske hiši in na vseh domovih stalno vsako leto se ponavljajo te proslave in te proslave so zdaj že, se pravim, prebolene, kar se tiče ne sovraštva, pa prebolene nekako in so se spremenile v hvalnico našim junakom. Za nas so vsi to ljudje, ki so dali svoje življenje za slovenstvo, za slovenski narod. In iz tega, po mojem, bo s časoma še išel, bo prišlo do resnice in da se jim vrne pravo ime, da niso več izdajalci, ki nikoli v svojem življenju niso bili izdajalci, ampak da se jim resnica pokaže in da se jim vrne dobro ime in da se jih pokoplje po krščansko. To se mi zdi, da je treba to še izpeljati. In takrat bo možna, ko se reče, da se podamo roke, ne? Upam, da ste skozi te odlomke njihovih pričevanj začutili, kako navdihujoče so njihove zgodbe. Še enkrat se res na tem mestu bi rada zahvalila vsem pričevalkam in pričevalcem, ki nam zaupajo svoje zgodbe, ki nam odpirajo svoje domove, ki z nami delijo svoje misli in poglede. Res smo hvaležni Albini, Heleni, Pavli, Justini, Mari, Mariji in Jožejki, ki so bile pripravljene svojo zgodbo deliti širšo javnostjo. Hvala tudi vsem, ki so nam omogočili obisk med Slovenci v Severni in Južni Ameriki. Tukaj gre zahvala Uradu za Slovence po svetu, pa bivši direktorci dr. Andrej Valic-Zver in vsem sodelavcem, ki so posneli ta pričevanja. Predvsem Marti, Renatu, Mateji, Jelki, Tamari in Boštjanu. Avtorice smo zelo hvaležne tudi obema recenzentkoma, dr. Heleni Jaklič in dr. Marjeti Pisk, za vse nasvete in predloge. Hvaležni smo tudi vsem ustvarjalcem koledarja Svobodne Slovenije, zgodovinarka, danes je tudi prisotna, dr. Rozina Švent, pa hvaležni smo tudi Heleni Jaklič, Heleni Janežič, kajti iz njihovih del smo črpali veliko podatkov. Res hvala tudi vsem institucijam in posameznikom, ki so nam omogočili uporabo fotografskega materiala. V knjigi je res veliko fotografij, tako se zahvaljujem Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Rafaelovi družbi. Helena Jaklič nam je tudi ponudila svoj arhiv, ima bogat arhiv fotografij Franca Erjavca
In nekatere njegove fotografije iz begunskih taborišč v Italiji in iz poti preko oceana so v naši publikaciji prvič javno objavljene. Zahvaljujemo se tudi Boštjanu Kocmurju za dovoljenje objave fotografij fotografa Marjana Kocmurja. Hvala tudi pričevalkam, ki so z nami delile svoje osebne in družinske fotografije. Zahvalila bi se tudi oblikovalki knjige, gospe Idi Demšar, prevajalcem, lektorju. Nenazadnje zahvala tudi našemu direktorju študijskega centra, dr. Tomažu Ivešiču, ki nas podpira in ki se je z veseljem odzval na našo prošnjo, da za monografijo napiše uvodne besede. V ozadju lahko vidite tudi informacije, kje se naša knjiga nahaja, kje se dobi. Objavljena je na naši spletni strani Zakladnice spominov. Lahko pa delim še informacijo, ki smo jo dobili včeraj. Knjiga bo izšla v letošnjem letu tudi v tiskani verziji, še malček dopolnjena. Tako da res se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri izdaji te knjige in vas vabimo k branju.